Pozdravljeni! Prvomajski prazniki se iztekajo, verjamem, da ste si spočili. Sicer pa je za nami tudi državni praznik dan upora proti okupatorju. Osrednja občinska proslava je bila na predvečer praznika, to je minuli petek. Osrednja občinska proslava ob državnem prazniku Dnevu boja proti okupatorju je potekala v Domu kulture. Pripravili so jo občina in osnovna šola Ormož ter Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ormož. Kulturni program so pripravili učenci ormoške osnovne šole v sodelovanju z zasebnim zavodom Muzika. Slavnostna govornica na proslavi je bila podpredsednica Društva za vrednote NOB-ja občine Ormož, ki je spomnila na dogodke iz časov ustanovitve Osvobodilne fronte, predvsem na območju Koga. Kerenčičeva domačija v Jastrebcih je bila leta 1941 ena osrednjih postojank Osvobodilne fronte, kjer so se ustavljali aktivisti iz Maribora, Slovenskih goric, Prekmurja in Medžimurja. 1. novembra 1941 je bila na tej domačiji pokrajinska konferenca Osvobodilne fronte za Štajersko in jo je vodil sekretar za Štajersko, inženir Rado Iršič Gregl. Seveda pa vse to ni ostalo brez povratnih dejanj strani okupatorja. Jože Kerenčič je bil med prvimi talci, ki so že 27. decembra 1941 skupaj z bratom Slavkom, Mirkom Pokrivačem, Jankom Rizmanom in Brankom Zabavnikom dali svoja mlada življenja za domovino. Po slovilnih pismih nihče ni svojega boja za svobodo obžaloval in nihče ni objokoval svoje usode. Temeljni načrt okupatorja je bil uničenje slovenskega naroda, izgon velikega dela narodno-zavednih Slovencev, množične aretacije in izgoni v koncentracijska taborišča so zaznamovali tisti čas. Nacistično nasilje pa se ni ustavilo niti pred otroci. Takole so rekli: otroke je treba odpeljati z njihovih domov in jih naseliti po pokrajinah starega rajha. Iskanje otrok, ki so izgubili oba roditelja, je bilo po vojni neuspešno. Zato mnogi niso nikoli izvedeli svoje prave identitete. Tisti srečneži, ki pa so imeli še svoje starše, pa so se vrnili domov. Bili so sirote z izgubljeno mladostjo, bolečimi spomini in nezaceljenimi ranami, številka na roki, pa tiste, ki jo še danes nosijo, in mi, ki jo opazimo, peče in peče.
Krajevni odbor Rdečega križa Vinski Vrh, ki deluje na območju krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, letos praznuje 60 let delovanja. Velika slovesnost ob jubileju je bila v soboto popoldne v kulturnem domu v Miklavžu pri Ormožu. Posebna gostja prireditve je bila Dragica Šušan, slikarka, ki slika z usti. Ganljiva življenjska zgodba umetnice ni nikogar pustila ravnodušnega, sploh pa je bila najboljša spodbuda vsem tistim, ki morda obupujejo nad malenkostmi. Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik krajevne skupnosti Emil Trstenjak, ki je jubilantom čestital in poudaril, kako pomembna je vedno bila vloga Rdečega križa v kraju. Aktivisti namreč vedno najdejo način, kako pomagati človeku v stiski, in to že dolgih 60 let. V okviru kulturnega programa v nadaljevanju so nastopili učenci osnovne šole Miklavž pri Ormožu, ki so se predstavili z igrico Križem kapica. Zgodbica seveda temelji na pravljici o rdeči kapici in volku, ampak v Križem kapici volk ni hudoben, ampak se na koncu celo včlani v Rdeči križ z namenom, da bo pomagal ljudem in živalim. Potem je spregovorila predsednica krajevnega odbora Rdečega križa Vinski Vrh Majda Vogrinec, ki je predstavila zgodovino krajevnega odbora in aktivnosti, predvsem pa poslanstvo Rdečega križa. Pa še ena zanimivost je bila del slovesnosti. Krajevni odbor je muzeju prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu predal svoj stari dotrajani prapor. Glede na to, da bi ga bilo potrebno obnoviti, so se odločili za novo zastavo. Stari prapor pa arhivirali kot trajen spomin na prehojeno pot. Prapor je predstavnikoma prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu predala ena najstarejših aktivistk krajevnega odbora Jožefa Škrjanec. Sledila je podelitev priznanj. Posebno priznanje je prejel Franc Plohl za dolgoletno delovanje v odboru društva. Vedno je bil marljiv, vesten in natančen blagajnik, danes pa v krajevnem odboru deluje kot aktiven starosta. Potem so podelili še 8 posebnih nagrad z namenom, da se aktivistom zahvalijo za dolgoletno delovanje v krajevnem odboru Rdečega križa. Zahvalni listini pa so ob jubileju predali krajevni skupnosti in osnovni šoli Miklavž pri Ormožu. Višek slovesnosti pa je bil pogovor s posebno gostjo z okolice Ilirske Bistrice, slikarko Dragico Sušan, ki je aktivna članica Zveze paraplegikov Slovenije. Sicer tetrapleginja, ki si je leta 1994 v prometni nesreči hudo poškodovala hrbtenico in ostala v invalidskem vozičku. Je mati 2 otrok, ki je po nesreči našla smisel življenja v slikarstvu, čeprav slika z usti. Kdaj ste začutili v sebi slikarko? Ne vem, pred 12 leti, ko sem že pristala na invalidskem vozičku. No in kako ste pravzaprav začeli? Kakšni so bili tisti začetki? Moji začetki so bili težki. Prvo se sprijazniti s tem, da si invalid. V prometni sem izgubila tudi moža, ostala sem z 2 otroki. In imela sem srečo, da imam prijatelje, ko so se podali v te slikarske vode že 20 prej. In malo po malo so me notri privlekli, pa dej, provej. Bilo je težko, sem se pa splačalo.
Koliko del ste naredili, naslikali v teh letih 12? Ajoj, dosti ne vem, res število ne vem. No in kakšnih tehnik se lotevate? Največ delam olje na platnu, pa risba, pa zelo mi je všeč grafika. Kako pa sicer poteka vaše življenje? S čim se še ukvarjate? Razen slikanjem, dosti sem na računalniku, dosti imamo tudi delavnic in srečanj in likovniki med sabo. Imamo tudi svoje društvo likovnikov Zveze paraplegikov Slovenije, imamo delavnice, tedenske, dnevne. In to je to, zjutraj vstanem, malo ven, živim na vasi. Normalno življenjsko, družinsko življenje. In morda kakšno sporočilo za vse tiste, ki so nekoliko manj optimistični v teh časih? Ja, kaj ne rečem, puška ne smeš vrč koruzov. Če ti je še ne vem kako težko in hudo, vsakmu slabemu trenutku in se dobi tudi ena iskrica, ki te ven povleče. Splača se truditi. Se pravi, pri vas je bilo to slikarstvo? Ja, pa otroci. Pogovor s slikarko Dragico Sušanj je vodila novinarka in prostovoljka pri Rdečem križu v Kopru Silva Ferletič, ki na našem koncu ni bila prvič. Pravzaprav sem drugič in moram reči, da sem prišla z velikim veseljem. Tudi pot je bila odlična, tako da res imate zelo lepe kraje in sem vesela, da sem tukaj z vami. Se velikokrat tako odpravite na pot z Dragico Sušanj? Na takšen način prvič. Drugače se pa z Dragico srečava, če drugače ne vsako leto, jeseni. Prvi teden v septembru ima Zveza društvo paraplegikov, njihova kulturna sekcija, kulturni teden v Pacugu pri Piranu. In tam imajo paraplegiki svoj počitniški dom oziroma dom za počitnikovanje in rehabilitacijo. In v tem tednu se zberejo pravzaprav vsi slikarji, para in tetraplegiki in med tem je tudi Dragica, ki slika z usti. Kar nekaj je slikarjev med tetraplegiki, ki slikajo z usti. In pred kakšnim letom sem srečala tudi gospo iz, bom rekla, tega vzhodnega konca Slovenije, ki slika z nogami. Tako da je to zame vedno znova ena taka lepa izkušnja. Vsekakor ob življenjski zgodbi slikarke Dragice Sušanj nobeden v dvorani ni ostal ravnodušen. Njena volja do aktivnega življenja pa je marsikomu lahko vzpodbuda, da najdemo lepote življenja v zadevah in aktivnostih, ki so nam dostopne in jih zmoremo. Slovesnost ob 60. obletnici krajevnega odbora Rdečega križa Vinski vrh je bila tako tudi lepa družabna prireditev. Po stari prleški navadi so organizatorji poskrbeli tudi za pogostitev vseh prisotnih. Pravzaprav ničesar niso pozabili. So pa se na slovesnost res tudi kar dolgo pripravljali. Ja, moram reči, da kar dobro leto. Koliko pa vas članov deluje v krajevnem odboru Vinski vrh? V krajevnem odboru nas je trenutno 207 članov. Kdo pa so člani? Člani so krajani Vinskega vrha, Velikega Brebrovnika, pokrivamo že Kajžar, en del Zasavec, nekaj članov tudi že iz Miklavža centra, nekaj pa ostalo tudi članov, ki so se odselili iz naših krajev, pa so ostali zvesti naši organizaciji. No in na kakšen način se pravzaprav izražate, kakšne so vaše aktivnosti, kako delujete na tem miklavškem območju? Mi imamo kar lep program vsako leto. Prvo začnemo z občnim zborom, da vse člane letno obveščamo, kaj smo v prejšnjem letu naredili. Potem socialno ogrožene obdarimo tudi s kakim prehrambenim paketom. Naredimo kako akcijo, kot smo imeli zbiranje igrače Podarim na smeh. Potem za Miklavževo simbolično obdarimo naše vse člane, ki so starejši nad 80 let. Vsako leto organiziramo en izlet naših članov po njihovi želji. Potem smo zdaj pričeli tudi organizirati bivanje na morju, na Debelem rtiču, v našem letovišču. Tudi holesterol pa krvni sladkor merimo na določenih postajah, tako da se kar dogaja.
Na jubilante so seveda v kraju zelo ponosni, sploh pa jih krajevna skupnost podpira na vsakem koraku. 60 let življenjskega doba človeštva ni veliko, kar pa se za društva tiče pa absolutno. Zato smo ponosni na naš Rdeči križ, Vinski vrhovi. Moram reči, da izredno dobro delajo, pomagajo ljudem takrat, kar je najbolj potrebno, se pravi pomoči. Ne samo na tistem, bi rekel, na finančnem področju, temveč na humanitarnem, kar v današnjem času zelo primanjkuje. In to lahko poudarjam, Rdeči križ je zelo aktiven, kar se tega tiče, pomoč ljudem na domovih in tudi, bi lahko rekel, tisti najmlajši v šoli, vrtcu, se pravi vse posod, kjer treba ljudem pomagati, tam so zraven. Takšno pa je tudi vedno bilo poslanstvo Rdečega križa povsod po svetu. V vsakem primeru so aktivisti Rdečega križa posebni ljudje, takšni, ki jim je mar za sočloveka. V krajevnem odboru Rdeči križ Vinski vrh imajo danes 207 članov, kar je lepa številka in dokaz, da je humanost med ljudmi še vedno prisotna. Mladinski center Ormož je minuli teden pripravil literarni večer, kjer so se svojimi deli predstavili člani literarnega krožka, ki je potekal pod vodstvom profesorja Davida Bedrača. Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik z naslovom Kaj je v vrečki? Domači literati, ki jim je pisanje blizu in s pisanjem pesmi in proze imajo tudi že kakšno izkušnjo, so se zbrali na 9 literarnih oziroma kreativnih delavnicah, ki pa so imele še globlji pomen, kot pravijo v Ormoškem mladinskem centru. Eden od glavnih je bil, da bi se različne generacije družile, da bi se eni od drugih učili v literarnem ustvarjanju, pa tudi takšne vseživljenjske stvari, da bi se nekako spela prijateljstvo. Po drugi strani pa nam je tisti drugi namen pa je bil spodbujati ustvarjalnost, kreativnost mladih in starejših, prebiranje, poznavanje dobre, kvalitetne poezije in to smo se združili v različne dejavnosti. Ena med njimi je bila ta literarna kreativna delavnica. Vsa svoja dela so sodelujoči na delavnicah objavili v zborniku, ki nosi naslov Kaj je v vrečki. Nekaj svojih del pa so predstavili tudi na literarnem večeru. Sodelovali so Anja Ferjuc, Janko Keček mlajši, Marijana Korotaj, Elizabeta Lah, Vanja Lebar, Nuša Lorenčič, Zdenka Slavič, Nina Šulek in Aljoša Vodnik. Večina se je s pisanjem ukvarjala že prej. Bolj resno sem se začel ukvarjati nekje pred 10 leti, ko sem ugotovil, da potrebujem nekaj za ustvarjalno izražanje, da sem se našel. Pišem pa že zelo dolgo. Pravzaprav sem pisala že zelo rada v osnovni šoli. Moja profesorica je bila gospa Merkoceva, ki jo marsikdo pozna v tem našem okolju in sem bila prav zaljubljena v njo. Rada sem brala, mislim, da sem imela kar nek smisel tudi za pisanje, ona me je spodbujala in v tistih prvih otroških letih, rekla, sem začela pisati dnevnik. Dnevnik je tako za otroke zelo privlačna stvar, ko vse težave svoje lahko pišeš noter, ga skriješ potem. To mislim, da je bilo moje prvo tako delo, razen tistih spisov šolskih. Pozneje pa seveda kar tako dogodke, ki so se dogajali, sem občasno opisovala. Ko smo imeli psa Murija, sem pisala Murijeve zgodbice. Pozneje sem pisala nekakšne potopise v Gornji Radgoni, kjer smo živeli. Sem pisala za naš lokalni časopis Prepih, tudi kakšne kuharske recepte, tudi kakšne gobarjenje recimo in take podobne stvari. Zdaj pa v zadnjem času pa pravzaprav zelo malo sem pisala, ampak ko sem zvedla za te delavnice, sem se jih prav z veseljem udeležila in kar vesela sem, da sem se jih, ker sem nekako na nek drug način spoznala sebe, da znam napisati tudi v nekem drugem stilu kakšno stvar, ki mi je kar všeč, bi rekla. In sem pravzaprav kar zadovoljna sama seboj. Pisati sem začela letos, ko sem se udeležila teh literarnih delavnic. Prej pa nisem nikoli nekaj zapisovala. No, zanimivo, torej šele sedaj ste začutili v sebi pisati. Tako, samo ventile je bilo potrebno odpreti. Literarne delavnice je vodil profesor David Bedrač, ki je glede na izkušnje s udeleženci literarnega krožka povedal. Sprva je seveda pomembno povedati to, da so to bili ljudje z izredno različnim predznanjem,
predhodnimi izkušnjami, tako da jih je bilo treba najprej nekako z tega osebnostno-kreativnega vidika spoznati. Potem pa sem jim seveda skozi različne kreativne pristope, vaje, pogovore, tudi razreševanje dilem in tako naprej skušal podati neke smernice, poti. Od vsakega od njih pa je potem seveda odvisno, kam bodo to pot začrtali, kako jo bodo začrtali in ali se bodo z literaturo potem ukvarjali tudi resno. V Mladinskem centru obljubljajo, da bodo glede na uspešnost takšne literarno-kreativne delavnice še organizirali in verjetno se bo še našlo kaj novih piscev tot okrog. Program na literarnem večeru, ki je potekal v prostorih Mladinskega centra v gradu, so popestrili učenci glasbene šole Ormož. Polna dvorana Mladinskega centra pa je dokaz, da imamo v Ormožu takšne prireditve radi. Javni sklad za kulturne dejavnosti Območna izpostava Ormož je letos bil tudi organizator regionalnega srečanja otroških folklornih skupin. Srečanje je potekalo v Domu kulture Ormož, predstavilo pa se je 10 otroških folklornih skupin iz regije. Še pred uradnim delom srečanja je nastopila folklorna skupina osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, ki deluje pod vodstvom Vesne Horvat. Predstavili so se s odrsko postavitvijo Ob bistrem potoku je mlin. Potem je nastopila folklorna skupina osnovne šole Markovci s odrsko postavitvijo Picek, ki je sicer ena izmed avtohtonih pustnih šem na Markovskem. Skupino vodi Brigita Horvat. Otroška folklorna skupina osnovne šole Anice Černejeve iz Makol se je predstavila s odrsko postavitvijo Ali je kruh že pečen, kar predstavlja eno izmed otroških iger nekoč. Skupino vodi Anita Koren. Črni ključ pa je iskal junak istoimenske odrske postavitve, s katero se je predstavila otroška folklorna skupina Šleka Pac, osnovne šole Jurovski dol. Skupino vodi Barbara Waldhütter. Otroška folklorna skupina osnovne šole Cirkovce se je predstavila s odrsko postavitvijo z naslovom Žakelj, ki tudi predstavlja eno izmed otroških iger od nekoč. Skupino vodi Metka Kajzer. Otroška folklorna skupina Škrjanček iz osnovne šole Sveti Tomaž pa je s svojim nastopom prikazala, kako se je včasih mladim dekletom hodilo prepevat za god. Tako so naslovili tudi svoj nastop Veselo godovno. Folklorna skupina deluje pod vodstvom Katarine Pondark. Potem je nastopila srednja otroška folklorna skupina kulturnega društva Desternik. Svoj nastop so naslovili Juju, pust je tu. Skupino vodi Marko Pukšič. Starejša otroška folklorna skupina folklornega društva Lancova vas deluje pod vodstvom Simone Cebek. Za regijsko srečanje so pripravili odrsko postavitev z naslovom Peresna vojska. Mladinska otroška folklorna skupina kulturnega društva Desternik pa se je predstavila s odrsko postavitvijo, ki nosi naslov Kovač. Skupino vodi Marko Pukšič. Za konec pa so se predstavili še člani mladinske folklorne skupine Potkev kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu. Kako se pastirjem godi? Skupino vodi Leonida Novak. Strokovna spremljevalca srečanja sta bila Saša Meglič in Adrian Novak, ki sta imela nalogo med najboljšimi izbrati najboljše za nastop na državnem srečanju otroških folklornih skupin. Naslednja prireditev, ki jo organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti Območna izpostava Ormož, bo 11. maja ob 19. v Elizabetini hiši v Veliki nedelji, ko se bodo na območnem srečanju srečali odrasli pevski zbori.
Od folklore pa k zadnjim športnim dogodkom. Na športnih terenih seveda se zmeraj kaj dogaja. Tako je bilo tudi v minulih dneh. Ostanite z nami. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponujajo vam široko paleto notranjih fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponujajo vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo širok izbor avtoličarskega materijala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti Središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Ko se vinski griči ponujajo vse svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Več kot 20-letna tradicija turistične kmetije Sonja Ozmec in mizarstva Ozmec v Senešcih pri Veliki nedelji. Od mamljive gostinske ponudbe, domačih narezkov, gibanice in odlične kapljice do prijetnega oddiha na Šebekovi domačiji. Prenočišča, savna, masažna kad, otroška igrišča, vrtni prostor za piknike in prijetni prostori za različna praznovanja. Za nepozabne trenutke. Turistična kmetija Sonja Ozmec. Lepo zdrav! Pregled športnih dogodkov z našega konca bomo pričeli z rokometom. V prvi A slovenski rokometni ligi so ekipe odigrale tekme 6. kroga v ligi za prvaka in v ligi za obstanek. Vse bliže smo končnemu odgovoru, kdo bo prvak in kateri izmed ekip se bosta poslovili iz elitne druščine.
Gorenje je v Rdeči dvorani pričakovano ugnalo Trimo, remi Maribora in Celja. Krka je povsem nadigrala Cimos in zabeležila prve točke v ligi za prvaka. Izola Ribnica 25-22, zmaga Sviša za gol proti Sevnici. Krško je bilo uspešnejšo od Ormožanov. Ormoški rokometaši so v Krškem doživeli poraz in prekinili niz 4 uspešnih tekem, kjer so zbrali 7 od 8 točk. Krčani so bili boljši že v Ormožu, ko so slavili za gol 31-30. Gostje so nastopili v okrnjeni zasedbi, brez prvih kril Davida Bogadija in Jana Gregorca, ki je diplomiral na študiju elektronike ter si strani trenerja Prapotnika prislužil počitek. Celjana v vrstah Jeruzalema je na desnem krilu s 3 zadetki odlično zamenjal mladinec Damir Mavrič, ki je v zadnjem letu zelo napredoval. Dobrih 5 minut pred koncem je Krško povedlo s 30-25, vendar se vinarji niso predali in so 40 sekund pred koncem tekme imeli priložnost za izenačenje. Vendar je Jaša Rajš slabo podal v protinapad in gostitelji so preko zadetka Nejca Cehteta potrdili zmago za končnih 31-29. Pri Krškem je vratar Blaž Žitnik zbral 17 obramb, na drugi strani sta Boštjan Belec in Sandi Žuran skupaj zbrala 13 obramb. Prvi strelec Krškega je bil Cehte z 9 zadetki. Pri Jeruzalemu je Nejc Žmalc dosegel 6, Bojan Čudič 5, Rajš 4, Aleš Išmanovič in Mavrič po 3 točke. V ligi za prvaka je Gorenje pred Celjem povečalo prednost 3 na 4 točke. Maribor je prevzel 3. mesto, Cimos je 4. Dolenjska kluba, Trimo in Krka zasedata 5. in 6. mesto. V ligi za obstanek vodita Ribnica in Sviš 24 točkami. Po 21 točki imata zasedbi Izole in Jeruzalema. Sevnica je 11. in Krško 12. V 7. krogu v sredo 8. maja ob 19. uri bodo Ormožani na Hradeku gostili rokometaše Sevnice, katere so letos na 3 tekmah že 2krat ugnali. Pred prvo A slovensko rokometno ligo je zdaj kratek premor zaradi reprezentančne akcije, kjer bo Slovenija v gosteh odigrala 2 pripravljalni tekmi z reprezentanco Nemčije. Za slovensko reprezentanco, ki bo v Nemčiji nastopila le za igralci 4 domačih klubov, Gorenja, Celja, Cimosa in Maribora, bosta bližnja obračuna z Nemčijo, zadnja pred junijskima odločilnima kvalifikacijskima tekmama z Romunijo in Belorusijo za nastop na Evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Danskem. Selektor Boris Denič bo preizkusil nekatere igralce, ki so na njegovem širšem seznamu, a še ne dovolj kakovostni za najtežje in najbolj usodne dvoboje. Tekmi z Nemčijo sta na sporedu v soboto 4. in nedeljo 5. maja v Magdeburgu in Dessau. Slovenska reprezentanca mlajših kadetov, letniki 1996 in mlajši, ki bo meseca julija nastopila na olimpijskem festivalu Evropske mladine v Utrechtu na Nizozemskem, je dobila svoje nasprotnike v pretekmovanju. Najprej mlade Slovence, ki jih vodi Ormožan Sašo Prapotnik, v ponedeljek 15. julija čaka tekma proti Norveški, dan kasneje proti Nemčiji in v sredo 17. julija še proti južnim sosedom Hrvatom. V drugi skupini se nahajajo gostitelji Nizozemci, Avstrijci, Belorusi in Švedi. Za nastop na olimpijskem festivalu Evropske mladine se za izbrano vrsto borijo tudi 3 člani Jeruzalema iz Ormoža, Rok Cvetko, Miha Kulmančič in Matic Topolovec. Rokometna sezona pri mlajših selekcijah počasi prehaja k koncu. Ormoška rokometna šola se lahko pohvali s 4 različnimi selekcijami, ki so se uvrstile na zaključni turnir državnega prvenstva. Ob tem se bodo za mesta od 5 do 8 borili mlajši dečki A, letniki 2000. Ekipa osnovne šole Ormož je sezono že zaključila s srebrno kolajno na minulem finalu, ki je potekala v Škofji Loki. Tokrat so se čez vikend na zaključnem turnirju mudili starejši dečki B Jeruzalema. V Trebnjem je čez vikend potekalo finale državnega prvenstva za starejše dečke B, letnike 1999 in mlajše. Na zaključnem turnirju so nastopale ekipe Trima, Mokrc Iga, Krke in Jeruzalema. Trebanci, Ižanci in Ormožani so že stari znanci Final Fourov, saj so sodelovali na prav vseh v preteklosti. Letos je v končnem vrstnem redu odločala predvsem fizika mladih rokometašev in ta je bila povsem na strani gostiteljev ter Mokrc Iga. Jeruzalemčki, ki so v preteklosti bili prvaki, podprvaki in na zadnji v sezoni 2011-2012 četrti, so ponovili lanskoletni rezultat iz Iga. Za Ormožane sta na turnirju bili premočni zasedbi Trima in Mokrc Iga, proti Novomeščanom so fanti doživeli poraz za 1 zadetek, katerega so dobili 9 sekund pred koncem tekme. Po besedah trenerja Mladena Grabovca so v klubu z letošnjo sezono zelo zadovoljni, saj se ekipa že vrsto let suče v krogu vrha in so rezultati konstantni.
Biti konstanten in pri vrhu pa je cilj te ekipe tudi v prihodnosti. Ob tem pa iz te generacije v najmočnejšo člansko konkurenco pripeljati vsaj 2 do 3 igralce, če ne še kakšnega več. Ekipi Trima in Mokrca sta letos izstopali po telesni višini in moči. S Krko so se Ormožani solidno kosali. Zdaj počasi prihaja čas, ko bodo na vrsti tudi Ormožani, da dobijo 6 cm. In že prihodnjo sezono se bo generacija 1999 Jeruzalemčkov lahko bolje kosala z ekipami iz samega vrha. Na Final Fouru so se videle pomanjkljivosti Ormožanov in v klubu se zavedajo, da je pred trenerji in ekipo ogromno dela. Ima pa ta ekipa lep potencial za nadaljnje napredovanje, kar še najbolj razveseljuje trenerje. 4. mesto v državi so v Trebnjem za Jeruzalemčke osvojili Rene Rizman, Matič Škorjanec, Aleks Škorjanec, Niko Jovanovič, Rok Kodraman, Žak Ciglar, Matej Nidorfer, Martin Hebar, Anže Šoštarič, Luka Volč, Nejc Zidarič, Žanko Ciper, Kristjan Petek, Lan Voršič, Gašper Hebar, Aljoša Munda, trenerja Mladen Grabovac in Uroš Krstič. V idealno sedmerko turnirja se je iz vrst Jeruzalema uvrstil levoroki Martin Hebar. Prvaki, tretji od zapored, so suvereno postali rokometaši Trima, ki so ugnali Jeruzalem 25-9, Mokrc Ig 29-17 in Krko 31-21. Drugo mesto je osvojil Mokrc Ig, tretja novomeška Krka. Iz vrst Trima je Miha Kotar bil proglašen za najboljšega strelca in igralca turnirja. Najvratar turnirja je iz vrst Mokrc Iga zasluženo pripadel Jaki Glavanov. Že kaj kmalu v soboto 11. in v nedeljo 12. maja Ormožane čaka še tretji od 4 Final Fourjev letos. Starejši dečki A, letniki 1998 in mlajši, bodo nastopili v Trebnjem proti Trimu, Celju in Škofji Loki. Žal je ekipa zaradi poškodb postala brez obeh levih zunanjih igralcev, Dominika Ozmeca in Gašperja Horvata. Za piko na i letošnji uspešni sezoni pa bo poskrbel zaključni turnir kadetov, letnikov 1996 in mlajši. Turnir bo potekal v Celju, kjer bodo poleg gostiteljev nastopili še Cimos Koper, Trimo Trebnje in Jeruzalem Ormož. Selimo se na nogometne zelenice. V Medobčinski nogometni zvezi Ptuj Superliga je bil na sporedu 20. krog. Presenečenje v Bukovci, kjer je gostiteljem pred 200 gledalci uspelo remizirati za vodilno Dravo. Hadina Podvinci 1-2, Središče Boč 4-3 in Ormož Stojnci 0-2. Središčani so proti Boču zabeležili 7. prvenstveno zmago. Pri uspehu 4-3 so za Središče zadeli Boštjan Ostrc v 48, Robert Zadravec v 49, Josip Novak v 57 iz 11 metrovke in Miha Sakelšek za zmago v 84 minuti. V polčasu so varovanci trenerja Otmarja Fafoliča zaostajali za 0-2. V naslednjih minutah pa si bomo ogledali najzanimivejše dogodke z tekme 20. kroga med Ormožem in Stojnci, ki se je pred 100 gledalci odvijala v športnem parku Mestna Graba. Ekipi sta se letos že 2-krat pomerili, obakrat pa so bili glede na sestavo ekipe in mladost Ormožanov uspešnejši nogometaši Stojnc. V 4. krogu so rumeno-črni slavili za 9-1, v 13. krogu pa s 3-0. Trener domačih Aleš Jurčec je v začetno enajsterico uvrstil naslednje nogometaše: David Majč, Vlado Plečko, David Vrbančič, Tadej Žinko, Nino Kuhar, Tadej Kolarič, Kristjan Lah, Dejan Komnenovič, Rok Lah, Damjan Perger in Mitja Cimerman. Povprečna starost ormoške ekipe je bila 21 let. Prvo resnejšo priložnost so si preigrali gostje v 7 minuti. Po stranskem metu so Stojnci odigrali lepo akcijo, zaključni strel Matjaža Koreza pa je odšel tik ob golu Ormoža. V nadaljevanju, natančneje v 12. minuti, je z razdalje poskušal Gorazd Pernek. Domači vratar David Majč pa je žogo odbil v kot. V 22. minuti so napadali domačini, gostom pa se je uspelo obraniti in nato odigrati proti napad, katerega je uspešno zaključil Matjaž Korez, ki je okroglo usnje potisnil v prazno mrežo za vodstvo Stojnc za 1-0. Le dobrih 5 minut kasneje so se rumeno-črni znova veselili zadetka. Gostitelji so na svoji polovici izgubili žogo in iz 25 metrov je bil natančen Stepan Kokot za 2-0. Hrvaški nogometaš igral v Stojncih kot posojeni igralec drugoligaša iz Zavrča. V 30. minuti so obetave napad izvedli tudi domači nogometaši, vendar jim ni uspelo priti do zaključnega strela. Do odmora je glavni sodnik Robert Ravnikar pokazal še rumeni karton domačemu kapetanu Tadeju Kolariču zaradi simuliranja prekrška. V drugi polčas so odločneje proti golu krenili tudi varovanci trenerja Jurčeca. Ti so najprej zapretili v 49, nato v 54 in v tretje še v 65 minuti.
Žal se mreža gostujočega vratarja Davida Veseliča ni zatresla. Šele v 73 minuti so Stojnci prvič v drugem delu tekme resneje ogrozili gol Ormožanov, a je ostal izid nespremenjen iz 27. minute, ko so gosti zadeli za 2-0. Do konca tekme sta pri domačih porumenela še Vlado Plečko in Rok Lah. V 88. minuti pa so si gostitelji ustvarili še zadnjo priložnost za časten zadetek, a jim je to za lepo obrambo preprečil Veselič in ostalo je pri zmagi drugovrščenih Stojnc 2-0. Kljub porazu mlado moštvo Karere Optilis Ormoža ni razočaralo. Ob tem je zaradi kartonov zaigralo v nepopolni zasedbi. Najpomembnejše tekme pa za Ormožane šele prihajajo in takrat bo tudi čas za nove točke. Karera Optil Ormož, Stojnci 0-2. Na lestvici vodi Drava s 53 točkami pred Stojnci, ki so zbrali 41, in Podvinci, ki so zbrali 40 točk. Gerečeva vas je 4., Središče 5., Boč 6., Bokovci 7., Ormož 8., Hajdina 9. in Oplotnica 10. V 21. krogu v soboto 4. maja ob 17. uri nogometaši Ormoža gostujejo na Ptuju pri Dravi. Središčane čaka ob istem dnevu in uri gostovanje v Gereči vasi. Mali maraton spada med enega največjih športnih dogodkov malega mesta Ormož. Domači atletski klub je v nedeljo 21. aprila bil gostitelj že 12. ormoškega malega maratona. Tradicionalne prireditve v lepem vremenu, ki je startom potekala v športnem parku Mestna Graba, se je z mednarodnim sodelovanjem udeležilo 235 tekmovalk in tekmovalcev. Organizatorji so znova solidno opravili svojo nalogo in udeleženci malega maratona so zadovoljni zapuščali naše mesto. Vse v najlepšem redu, mogoče edino smo pričakovali malo večjo udeležbo. Vreme nam je dobro služilo, idealno, mogoče še malo pretoplo. Mogoče recimo na 21 km smo pričakovali kaši 10 ali pa še nekaj tekmovalcev več, drugače pa udeležba primerno. Na prireditvi se je teklo na 5, 10 in 21 km. Na malem maratonu je bila tudi najštevilčnejša udeležba, saj se je na progo dolgo 21 km podalo 84 tekačic in tekačev. Zmag sta se veselila Danija Grandovec in Zoran Žilič. Grandovčeva je slavila zanesljivo, Žilič pa je šele v prihodu na atletski stadion zlomil odpor Arifa Durakovića. Utrka je bila dosta dobra, nije bila preteška, konkurencija onako solidna. Cijelu trku sam pratio prvog i čekao finiš i na kraju pobjedio. Pa da, nije bilo zapravo problema ni da je bila dosta brža trka, mogao sam puno brže trčati, ali pošto nije bilo potrebe, onda sam se odlučio ipak na finiš. Ja, super, tukaj je vedno fino, tako da dobro, ja, bi rekla. Tokrat sem prišla bolj za trening, ob progi me je fajn čakalo krpčilo, kar me doma na treningu ne bi, in pa vsele je dobra družba, tako da super, no. Na progi je sicer malo pihal veter, in ni bilo neke gužve na progi, tako da sem kar velik del sama pač rezala ta veter. Drugače pa temperatura super, fino, da ni deževalo, tako da na vreme tako niste imeli vpliva. Nastopila bom na maratonu v Radencih in potem 1. avgusta na maratonu svetovno prvenstvo v Moskvi. Na malem maratonu sta poleg Žiliča na zmagovalnem odru stala kot drugi Duraković in kot tretji Miran Dovnik. Med tekmovalci atletskega kluba Ormož sta se najbolje na 21 km odrezala Marko Bratuša s 4. in Danilo Magdič s 5. mestom. Ja, mislim, da ima vedno najlepše, ne? Vsako leto imamo super vreme. Lepo nam služe, organizacija je super, mislim, da je vse v najboljšem redu. Ja, sigurno mislim, da je doma najlepše narediti dober rezultat. Res je, da sem pred mesec dnevi odtekal maraton z solidnim časom, mislim, da se mi to tudi malo pozna na pripravljenosti, malo sem izmučen. Septembra grem v Berlin, maraton, tam mislim, da je tam najhitrejša proga, tako pravijo, upam, da mi uspe doseče, kar si želim. Za zmagovalko Grandičevo si je drugo mesto na 21 km pritekla Alenka Lovec in tretje mesto Jožica Šiftar. V teku na 10 km pri moških se z novim rekordom vseh ormoških tekov zmage veselil Matej Jeza. Čas zmagovalca in novi rekord zdaj znaša 33 minut in 31 sekund. Pričakoval sem nekaj podobnega. Rekord proga sem hotel zrušiti, drugo pa ni bilo na mojih plečih. Približno sem vedel, koliko hitro tečem, saj sem že na 5 km imel 20 sekund prednosti, tako da sem kar enakomerno držal tempo
do konca. Ja, pogoji so bili dobre, sončno, lepo, veter ni bil premočan, tak idealni pogoj za tek. Ja, sedaj se začnemo pripravljati na državno prvenstvo, na steze 3 in 5 km, potem pa kakšne cestne tekme, tudi mali maraton imam v mislih prelaufati, tako da bo kar pestro. Drugo mesto v teku na 10 km je osvojil Blaž Orešnik in tretje mesto Milan Roškar. Med ženskami na 10 km je bila najhitrejša Mojca Kavaš pred Katjo Šober in Slavico Volčanšek. Zmagovalni čas Kavaševe je znašal 49 minut in 53 sekund. Na najkrajši progi med članicami in člani na 5 km si je v moški konkurenci zmago pretekel Matevž Zavec, pri ženskah pa Katja Vrdivka. Plezalcem sta zaostala Tomaž Rep in Marko Vukobrat, za Vrdivkovo pa Juta Epih in Tanja Plavec. Najmlajši udeleženci, osnovnošolci, so se pomerili v tekih na 300, 600 ter 1200 metrov in v štafeti 4x100 metrov. V fantovski štafeti so se pomerile 3 ekipe. Najhitrejša je bila štafeta iz Svetega Tomaža, ki je prehitela učence osnovne šole Miklavž pri Ormožu in učence osnovne šole Ormož. Da v Trajno las prejemajo prehodni pokal, morajo učenci od Svetega Tomaža zmagati tudi prihodnje leto. V dekliški štafeti so suvereno in tretjič zapored slavile učenke iz osnovne šole Sveti Tomaž, ter v Trajno last osvojile le prehodni pokal. Druge so bile učenke osnovne šole Ormož. V teku na 300 metrov sta se zmag veselila Aneja Stojko in Aljaž Plohelj, na 600 metrov Meta Majcen in Primož Ozmec, ter na 1200 metrov Katja Petek in Aleš Kamenšek. Od najmlajših pa k najstarejšemu udeležencu 12. ormoškega malega maratona. To je bil iz sosednje Hrvaške Josip Đunžek. 89-letnik se je po teku počutil odlično. Jako lijepo i ugodno, da kažem kratko i jasno. Bilo je dobro, staza je lijepa, nema prometa, što najvažnije, čovjek je siguran kad trči. Najstarejši tekmovalec je celo najprej želel oteči mali maraton, pot dolgo 21 km. Ja sam mislil, ali su organizatori smatrali da bom predugo trčal, da me čekali, pa sam me onda vratili, mislim, skrinuli na 10 km. Godine donose svoje i šta ja mogu. Bio bi sav sretan da mogu jedan dio onoga vremena postići što sam nekad. Za nami je ducat ormoških malih maratonov. Po besedah predsednika atletskega kluba Ormož Ivana Goloba bojazni tudi za 13. ni. Atletski klub Ormož bo naslednji veliki dogodek gostil v ponedeljek 24. junija, ko bo na sporedu jubilejni 10. ormoški ulični tek. Toliko za danes. Verjamem, da ste si spočili v minulih dneh, se naužili sonca in pomladi, pa tudi kakšna kapljica dežja nam ni ravno naškodila. Hvala za pozornost in seveda pridružite se nam znova čez teden dni. Pa srečno do takrat!